zadnjem znaku je ura odbila nekaj čez 10, kar pomeni, da je čas za neposredni spletni prenos Studia GAM. Začenjamo seveda z novicami tedna. Od 20.4. do 1.5. v Ljubljani poteka Šugla Masterclass. 3.5. se začenja 3-dnevni Sims laboratorij in prijave so še vedno odprte. 7.5. bomo na povabilo KIPOP Inštituta za politike prostorov v Velenju sodelovali pri projektu Odprta ulica. In seveda do začetka 25. jubilejne Ane Desetnice nas loči še 9 tednov. Za več informacij lahko kliknete na www.ananovol.si. Hvala. Po teh kratkih novicah sledi Anina dvižnica, da dvignemo duha in telo in pogumno, ponosno ukorakamo v nov teden. Spet je torek, spet je čas, da malo zaženemo telo. Namreč zdrav duh je doma samo v zdravem telesu. Sploh pa prihaja poletje, tako da moramo biti na polno pripravljeni. Ok, danes je čas za eno prvomajsko Anino dvižnico. Noge postavimo v širino ramen, kolena malo odklenemo, tako da smo mobilni in gremo. Za delavske pravice! 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 Hvala. Vajo lahko poljubno ponavljate tudi še nekaj časa doma, dokler se v njej ne počutite popolnoma udobno. Hvala. Za delavske pravice torej. Program Studia GAM nadaljujemo z rubriko Fokusirana, v kateri bomo pogledali kratko predstavitev, videoreportažo o intenzivnem izobraževalnem programu na področju sodobnih performativnih uličnih umetnosti Šugla Masterclass. Ta poteka v okviru meseca izobraževanj v Dijaškem domu Tabor. Udeleženci v njej prav v tem trenutku začenjajo z delavnico Glasno s telesom, fizična igra na ulici, na kateri bodo nova znanja in veščine osvajali pod vodstvom priznanih uličnih umetnikov in mentorjev Alenke Marinič, Justina Dorela in Anje Vezdove, ki skupaj ustvarjajo tudi v umetniški skupini Globus Hystericus. Do konca tedna se bodo urili pod vodstvom Gora Osojnika in Craiga Westona, ki sta največja, najbolj priznana, najboljša, najbolj čustvena in predvsem najbolj mednarodna strokovnjaka za triangulacijo. To je osnovne zakonitosti ustvarjanja na ulici in za ulico. To jih še čaka, za njimi pa sta že 2 delavnici, in sicer cirkuško-gledališki raziskovalni proces manipulacije predmetov, ki ga je vodil Milan Manič iz umetniških iniciativ Cirkusfera in Cirko Balkana, ter akrobatska delavnica Kako ustvarjati z visoko stopnjo fizikalnosti, ki je potekala pod mentorstvom Silvije Fratelli in Line Johansson iz svetovno znane britanske umetniške skupine Mimbre. Video, ki ga gledate, je ustvaril Anže Mohorič prav na teh 2 delavnicah. To je to za fokusirano. Sedaj pa gremo na sceno s terena, kjer bomo komentirali mogoče trenutno politično situacijo, mogoče volitve, mogoče pa kaj drugega, tako da kar pogledamo si. Dragi gledalci in dragi gledalke, še vedno se nahajam na istem kraju, na neznanem kraju kot prejšnji teden, z isto neznano osebo kot prejšnji teden. Sem drugače oblečena.
On je pa še vedno isto. Dober dan. Ja, pa tudi Grmov je drugače. Ja, tudi, ja, ta pa je malo. Ja, malo posodoben, ker prejšnji teden je že no, ja. Takole, jaz moram reči, da se tale poziv na neveljavne, zato ker ne vemo, koga bi volili, se je kar dobro obnesel in smo dobili več kot % neveljavnih glasovnic, tako da če bi bili stranka, bi zdaj bili tako za 100.000 ali pa 200.000, po moje dvignem zdaj, ki jih je toliko ven padel, na leto dobili denarja od parlamenta, to bi bilo super. Drugače pa volitve so bile pa kar zabavne, a ne, tole Levico gledati je bilo, kot gledal fuzbal, v bistvu, ko kar prvi gol so dobili, pa pol od začetka so bili vsi veseli, da so not, pa kar dolg niso bili, pa so bili čim deleni. No, pol so pa le prišli čez mejo. Tako da ja, malo so popucali, vse tiste, ki so bili v parlamentu zdaj 4 leta, pa niso nič delali, dosti jih je šlo ven, hvala Bogu. Imamo tudi zdaj sam še eno stranko, kjer so izpričani člani komunistične partije Jugoslavije tam, tako da počasi bomo tudi to popucali. Ja. Samo. Ja. Zakaj se pa vi še vedno skrivate? Ja, Bog ve zakaj. Zato, ker so te leta stari še na oblasti in zdaj bo strašno maščevanje proti neodvisni sceni, dokler še lahko. Tako da je boljš biti na veliko. Zdaj pa gremo, ker nam kažejo, da je treba jati. Se bomo pobrali, pa se vidimo čez 4 leta spet. Torej, to se je dogajalo na terenu, sedaj pa je čas, da se dotaknemo rubrike Donirana. V njej jasno in glasno obljubljamo, da bomo že čez slab mesec dni brez pardona začeli uresničevati idejo, da pripeljemo gledališče oziroma kulturo tudi v najmanjše slovenske kraje. 3.6. bomo v Breginju namreč premierno izvedli projekt Dajmo otrokom gledališče, v okviru katerega bomo s predstavo Zadnji ulov dopoldan nastopili za otroke tamkajšnje podružnične šole in vrtca, popoldan pa še za vse ostale prebivalce lokalne skupnosti. To nam bo seveda uspelo le z vašo pomočjo. Zato vas pozivamo in prosimo, da odprete svoja srca in denarnice ter finančno podprete projekt. Vse informacije o tem, kako lahko to storite, lahko najdete na www.anamodrov.si. Najlažje tako, da ujamete naš podporni balon, ki se bo ravno kar pojavil tu. Na ekranih lahko na njega kliknete in tako podprete naše delovanje. Tako, prišli smo do konca 6. oddaje Studia Gam in kot vedno je čas, da jo zaključimo z neponovljivim koncertom, ki se bo danes zgodil prvič, zadnjič in nikoli več. V studio prihaja Trio Mio!